Tokrat o občinskem informatorju. Osrednja proslava v občini Pesnica. Predstavili gradiva, ki jih bodo obravnavali na mariborski seji. Začenja se festival Lent. V Radencih podelili nagrade literarnega natečaja Sanje so velika skleda. Mini maturanti iz skupine Ježki županu Majšperka zaupali svoje želje. Vaške igre v Dupleku. Skupina Kingstoni poskrbela za zabavno sobotno noč na Trojica festu. Odprtje igrišča Gorana Dragiča na Ptuju. Lepo pozdravljeni. Minuli ponedeljek je v občini Pesnica potekala slovesnost, na kateri so zaslužnim občanom in občankam podelili priznanja in zahvale vsem tistim, ki so pomembno prispevali k razvoju lokalnega okolja in dobrobiti občine. Tam je bila tudi naša ekipa, no poglejmo, kako je bilo. Občina Pesnica je s proslavo obeležila svoj dan, na kateri sta župan Gregor Žmak in podžupan Andrej Ropič podelila priznanja in zahvale zaslužnim občanom in občankam. Veliko je res posameznikov, vsako leto se ne rabimo truditi, da bi jih poiskali. Vidimo, da jih je res ogromno in naša društva, seveda tudi krajevne skupnosti, to prepoznajo in potem tudi dajo naprej, da o tem odloča občinski svet. V letošnjem letu je res veliko teh prejemnikov, posebej izstopata seveda tudi dva zlata grba, ki sta ga prejela turistično društvo Avtorja Renina za 30-letnico delovanja in seveda tudi zlati grb, ki ga je prejela Sabrina Hudales, tudi za vse kulturne dejavnosti, ki jih je imela in ki jih še bo imela preko Zveze kulturnih društev, preko društev in preko javnega sklada za kulturne dejavnosti, tako da res iskrene čestitke. Sabrina Hudales vrsto let soustvarja družabno življenje v občini Pesnica. V zahvalo so ji podelili zlati grb. Ja, pri vsem tem skupaj mi je res najbolj všeč, da vseeno nekdo, ki je zunaj, vidi, kaj vse narediš in v bistvu ne gre samo zame, gre za vse dobitnike priznanj, in to je posebna čast, če te najdejo, če te potrdijo, res. Sem izjemno vesela. Jaz najbolj srečna sem v kulturi, pa najbolj srečna sem doma. Moj dom trenutno je Jakobski dol, drugače pa najdem se pa povsod. Andrej Klinc, novi predsednik turističnega društva Avtorja Renina, je z veseljem prevzel nagrado Zlati grb občine Pesnica in pojasnil, da se zaveda, da so njegovi predhodniki opravili veliko delo. Ja, sigurno, jaz sem zdaj čisto novi predsednik in teh 30 let tole priznanje je delovanje dolgo let teh naših članov in seveda priznanje, ki sem ga jaz danes prevzel, je njihov trud. In sem seveda glede tega zelo vesel. Delovanje turističnega društva bo sicer malce prestrukturirano. V bistvu ta starejši odbor dela naprej enako kot je. Mi imamo določene nove teme, določene nove naloge v sami občini in v samem kraju. Saj se pri nas odpira muzej Alfi Nipič in mi smo kot nosilec tega projekta oziroma bomo izvajali v tej hiši program in seveda je pred nami veliko novih izzivov. Nagradili so gasilska društva, ki obeležujejo častitljivo obletnico delovanja. Prav tako pa res iskrene čestitke tudi velika zahvala gasilcem iz Pernice in gasilcem iz Jakoba za 90-letnico, ki so jo imeli, in menim, da je to res en velik doprinos k humanitarnosti naše občine. Župani in vsi ostali se zavedajo, da brez gasilcev bi bili v težavah. Hvala za pozornost, ki je izkazala občina Pesnica. Mi pa smo vse in se bomo tudi v prihodnje trudili vsak dan, vsako noč in kadarkoli bo potrebno. Ne glede na to, ali so prijatelji ali sovražniki, saj gasilci ne poznamo česa drugega kot službi ljudstva na pomoč. Županovo priznanje so sicer dobili Dušan Ivičak, Dejan Videčnik, Prijateljsko društvo starodobnikov in Anka Šumenjak. Priznanje občine Pesnica pa je romalo k KGZ Sadjarski center Maribor, patronažni službi Pesnica, zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Petru Kranerju, Zvonku Repini in nogometnemu klubu Jarenina. Pred sejo mestne občine Maribor, ki se bo odvila jutri, so na novinarski konferenci predstavili gradiva, ki bodo obravnavala. Kaj vse nas čaka, si torej poglejmo v nadaljevanju.
Ponovno je pred vrati prodaja Farmadenta, postopek naj bi trajal do konca tega leta, sprva bodo zbrali zavezujoče ponudbe, sledijo zavezujoče. Predvidoma bo vse znano najkasneje januarja prihodnje leto. Mariborski mestni svetniki bodo odločali tudi o novih cenah vrtcev, kot kaže Mariborčane, čaka podražitev. Za starše, ki trenutno plačujejo najmanj, naj bi to pomenilo okoli 2 evra. V 2 korakih nameravajo znižati občinsko subvencijo za plačilo vrtcev, saj sedaj po besedah župana nemogoče vlagati v vrtce in šole. Prav tako bodo potrjevali nove cene odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in črpanje blata, s čimer naj bi se položnica za povprečno gospodinjstvo znižala za nekaj evrov. Znova bodo poskušali uvesti plačljivo parkiranje na javnih parkiriščih ob sobotah, prav tako bi med tednom plačljivo parkiranje podaljšali za 1 uro. Denar, ki bi ga s tem pridobili, pa naj bi šel v vlaganje v ceste. Sicer pa v občini pred vrati še prenova sistema javnega potniškega prometa, ki zajema preureditev linij mestnih avtobusov. Ta petek pa se s koncertom Magnifica začenja letošnja edicija festivala Lent. V Mariboru je festivalsko vzdušje že na vrhuncu, vsi že nestrpno čakajo začetek. No, poglejmo si prispevek. Letošnji, že 32. festival Lent, ki velja za največji poletni festival na prostem Sloveniji, bo potekal med 21. in 29. junijem. Zame je seveda festival že začel. Za moje sodelavke, sodelavce, ki so po vseh ostalih prizoriščih, ki pripravljajo ta dogodek, jaz moram brez česarkoli reči, meni najljubši v Mariboru, pa marsikomu drugemu, seveda je tudi vsa stvar začela. Predvsem pa veseli, da se vračamo sem na Lent, kjer smo začenjali pred leti, kjer smo bili seveda ves čas prisotni, pa mogoče malo manj. Žal mi je, da nismo pred velikim plavajočim odrom pri vodnem stolpu, ampak pustimo, to so mogoče sanje, ki bomo enkrat še sanjali. Smo pa tukaj, kjer so, da ne pozabimo naši predhodniki, torej splavarji, Vanč, potem gospod Jerman in tako naprej začenjali še pred nami in mi smo potem na en drugi način začeli, ampak vračamo se nazaj k koreninam, vračamo se k temu, da bo v Mariboru zopet fajn. Ognjemeta v letošnjem letu ne bo, sem pa prepričan, da bodo desetine tisoče ljudi se sprehodile, zdefilirale po tem našem prekrasnem Lentu, pa ne samo po Lentu, ampak tudi po parku, po ulicah, trgih in da bo fajn. Prodajamo vstopnice, moramo jih prodajati, po drugi strani pa moramo povedati, da nismo po denarju najbogatejši festival, smo pa najbogatejši predvsem zaradi tega, ker marsikaj lahko damo tudi zastonj. Danes, v časih, ko je strašansko težko kupiti vstopnico, se mi zdi to še toliko bolj pomembno. Torej, verjetno smo festival v Sloveniji, ki daje največ zastonj. Največji, seveda... Festival Lent, ki se začenja v petek, se vrača na Nabrežje, po katerem je poimenovan. Po celoviti prenovi Lenta bodo letos lahko ponovno imeli oder pri hiši najstarejše trte. Postavili so ga ob reki na novo zgrajenem trgu. Zelo sem vesel, da je pravzaprav 32. izvedba festival Lent ponovno na prenovljenem, čudovitem Lentu, ki tudi brez programa vabi veliko ljudi. In zelo me veseli ta smela odločitev takrat podžupana gospoda Reichenberga, da ta prostor tukaj, ki sedaj deluje kot trg, spraznimo vse navlake in smo dobili en čudovit prostor, ki se mi zdi, da bo zelo dobro sfunkcioniral. Glavni oder pa še vedno ostaja na trgu Leona Štuklja. Sprememba pa je tudi v mestnem parku. Saj oder ne bo na promenadi, temveč se seli nad igrala na lokacijo nekdanjih bazenov. Torej, stvari se spreminjajo, samo mogoče pa je tudi dobro, ker edina stalnica so te spremembe. In mogoče je seveda dobro, da se spreminja, ker drugače bi ljudje, čeprav se dogajajo razne stvari, rekli, vse je vedno vse isto. Ni vse isto, niti približno ni isto. Menja se itak tudi 90% nastopajočih. Včasih so rekli, Predin, Kreslin, Lovšin. Ja, če jih pa imajo ljudje radi, zakaj pa ne ob vsem ostalem. Torej, bogat program, za vsakega nekaj, bogato, lepo mesto. Auditoriju Lutkovnega gledališča, znanem kot oder Minoriti, bosta komedija in jazzlent. Začeli bomo z kubanskim pianistom Alfredom Rodriguezom, ki je v tem letu predstavlja nov album in je praktično na vseh pomembnejših odrih širom Evrope. Nadaljujemo z gosti iz Turčije. Ilhan Ersah in Istanbul Sessions se imenuje zasedba, ki v bistvu slovi po lastnem zvoku, po enem ključnih klubov v New Yorku, igrajo tako imenovani New Blue Sound.
Za njimi zagotovo ena največjih zvezdnic afriške glasbe našega časa, Fatoumata Diawara. Do četrtka zvečer so vstopnice za dogodke v sklopu festivala Lent na voljo še po predprodajni ceni. Prodajamo vstopnice, moramo jih prodajati, po drugi strani pa moramo povedati, da nismo po denarju najbogatejši festival, smo pa najbogatejši predvsem zaradi tega, ker marsikaj lahko damo tudi zastonj. Danes, v časih, ko je strašansko težko kupiti vstopnico, se mi zdi to še toliko bolj pomembno. Torej, verjetno smo festival v Sloveniji, ki daje največ zastonj. Na glavnem odru na trgu Leona Štuklja bodo med drugim nastopili Magnifico, Perpetuum Jazzile in Plavi orkester. Gostil pa bo tudi večer slovenske popevke, disko opero, poklon izštekanih 10 Vlado Kreslinu, Pink Floyd History ter odprtje in zaključek mednarodnega folklornega festivala Folkart s skupinami iz Indije, Nove Zelandije, Južne Koreje, Paname, Portugalske, Črne Gore in seveda Slovenije. Na prvi dan velikega in zanimivega festivala Mačje mesto, o katerem smo že poročali, ki se je odvilo v Radencih, pa so podelili nagrade literarnega natečaja Sanje so velika skleda, so jih poimenovali. Učenci večjih šol so napisali svoje razmišljanja o popolni družini, nekateri v prozi, drugi v poeziji. Poglejte pa, kako izjemni so bili pri opisih popolne družine. V Mačjem mestu, ki je v petek zaživel v parku v Radencih, so podelili osnovnošolcem in osnovnošolkam nagrade za njihova literarna dela o popolnih družinah. Jaz bi rekel to, da so razmišljanja. Bolj kot spisi in pesmice, ampak so razmišljanja. Razmišljanja skozi otroške oči. In če bi mi večkrat gledali svet skozi otroške oči, potem bi bil svet danes popolnoma drugačen. Verjetno pa ni zdaj tako samo pomembno, da pravilno zapišejo, ampak tudi kako zapišejo in kaj s tem povejo. Povejo marsikaj. In jaz sem bil res presenečen, s kako različnih pogledov gledajo na družino. Veselo, žalostno, razočarano, euforično in tako kot smo ljudje različni, so tudi družine različne. Ampak še enkrat, otroške oči vidijo to popolnoma drugače. Med podelitvijo jih je zabaval akrobatski in čarodejski par iz Arbadakarba. Med mnogimi nagrajenimi je bila Sara Jurevič-Grobelnik iz osnovne šole Kajeta Nakoviča Radenci. Napisala je zgodbo Elizabetina popolna družina. Pisala sem o siroti Elizabeti, ki nikoli ni poznala svoje družine in je potem si ona v svoji glavi predstavljala, kakšna je njena popolna družina je, potem pa sta nekega dne jo prišla posvojiti dva, ki sta popolnoma drugačna od njene družine in potem je Elizabeta spoznala, da v bistvu popolne družine ni. Ampak kakšno pa je kaj tvoje sporočilo vsem tem? Ja, moje sporočilo je, da popolnega oseba ni, ker vsake napake in to je dobro. Kot najboljšo zgodbo pa so ocenili zgodbo popolne družine Kovač, ki jo je napisala Ema Handan Agić. O družini, ki se ima rada in se zna zabavati, ne glede na vse. Vsako leto so šli na tekmovanje in preden so bili na vrsti, takrat se mi je vse uničilo in pa kot so prišli na oder, so se jim vsi smejali, ampak pa so povedali to sporočilo in so še vedno zmagali. Nagrade sta podelila Primož Suhodolčan in župan občine Radenci. Ja, otroci so res lepo napisali, kaj je to popolna družina. Nažalost, to ni popolna občina, ampak nam pa dajejo vzgled, v katero smer bi morali delati. In to me res veseli kot župana. In ker se vse dogaja v Mačjem mestu, tako v petek kot v soboto, ki je nastalo po zaslugi izrednih zgodb in pesmi o mačku Muriju in njegovi druščini, avtorja Kajeta Nakoviča, moramo omeniti tudi njega. Kajet Nakovič je naš občan, s tem svojim zgodovinskim romanom je naredil neko pot v prihodnost in mi tem njegovim besedam samo sledimo. Letošnje Mačje mesto je zaključeno, zagotovo pa bo znova tako kot mesto prišel tudi nov literarni natečaj, ko bodo ponovno iskali najboljše literarne izdelke. Še ostajamo pri naših najmlajših, otroci iz vrtca Majšperk, ki bodo jeseni prvič prestopili šolski prag, pa so bili na obisku pri županu. Tam pa so se prav resno in tudi sproščeno pogovorili, kaj si želijo v vrtcu, šoli in izvedeli, kaj pomeni seja, sejna soba, projekt
in še marsikaj. Poglejmo. Otroci iz skupine Ježki so bili na občini Majšperk, kjer so skupaj z županom ugotavljali, kaj pomeni sejna soba, seja, sestanek, pa tudi, da se tam pogovarjajo o projektih. Tako županu kot naši ekipi so povedali več o vrtcu in o šoli, v katero bodo kmalu šli. Bi ti lahko malo povedal, kaj ste se pogovarjali? Vse so se pogovarjali. O vrtcu? Pa tudi o šoli. Kaj si pa ti povedal? Da se najrajši igra morfan kocke pa lego kocke. Pa še eno posebno igro igrače, ali kaj ste omenili, ne? To vsi poznate v vrtcu? Ja, tudi sestavljanke pa tudi risanje. Igral sem se že, pa najbolj mi je všeč, da se igram z lego kockami. Kaj pa te čaka pol jeseni, kam greš? Šolo. Katero šolo? V Majšperku v 1. razred A. Pa ste se že kaj pogovarjali, kaj boš s kom od vas, ko tukaj sedite, tudi sošolec? Ja. Kaj pa danes, kaj pa ti je tukaj všeč danes na občini? Tu mi je všeč, da nastopamo včasih. Pisali bomo. Pa risali tudi verjetno? Kaj pa ste v vrtcu vse že počeli? Ste se kaj igrali? Ja. Imaš kako najljubšo igro? Ja. Sestavljanke. Kaj pa tule, ko ste v sejni sobi bili, kaj imate v vrtcu tudi takšno sobo? Kaj pa boste vse še bolj počeli poleti? Kaj boš ti delal? Šel kaj na počitnice, na morje, na dopust? Na morje. Ja? Kaj boš pa počel tam na morju? Kopal. Kaj pa pol v šoli? Risal. Pa pisal. Najboljše je bilo od vsega, ko smo se igrali. Župan pa je povedal, da gre res za pomemben obisk na občini. In ima prav posebno mesto v koledarju in tudi takega termina ne bi želel zamuditi. Lani je bila ta moja prva izkušnja in sem nekako še vedno imam spominu, kako prijetno smo se pogovorili in letos ni bilo nič kaj drugače. Namreč ti najmlajši zdaj na pragu pred šolo imajo vedno kaj iskrenega, iskrivega zapovedati in prijetno je slišati, ko nekako z občutkom zadovoljstva zapuščajo svoje vrtčevske vrste in se veselijo prehoda v šolo. Otroci so županu povedali, kaj vse imajo v novem vrtcu. Ta generacija sploh je imela priložnost ali pa skozi ta leta vrtčevska nekako videti, spoznati več prostorov, malce smo jih premikali, zdaj na koncu so pristali v dejansko novih prostorih v našem kreativnem centru na Bregu, govorimo o skupini Ježki in kaj kmalu jih spet čaka nov prehod torej v šolo, ponovno v nove prostore, ampak me osebno zelo veseli, da so te nove naše začasne prostore vrtca zelo dobro sprejeli, da se zelo dobro v njih počutijo, jasno imajo krasne pogoje, tudi sedaj za novo teraso zunaj, za ograjo in tako naprej. Tako da se trudimo in nekako rezultat je viden, ko strani ravno otrok vidimo tudi to zadovoljstvo, kjerkoli že so. In kaj sam želi tem otrokom in tudi drugim? Še najbolj to, da to igrivost in pa to iskrenost, pristnost nekako prenesejo tudi v šolsko obdobje. Morda prvi razred je vedno nekako tisti prelomnik, ko je še vse skupaj povezano tako z igro kot z nekim resnim delom učenjem, ampak naj ne zmanjka časa za to, ravno za tisti ustvarjalni del in naj na tem največ gradijo. Za vse, kar je resnega, prihaja še potem v naslednjih letih. Pravi še, da ko kot odrasli gledamo nazaj, ugotovimo, da smo si vzeli premalo časa za ustvarjalnost in prosto igro. Naj torej zdaj uživajo v tem. Minuli vikend pa so v občini Duplek potekale vaške igre. Ekipe iz različnih krajevnih skupnosti so se pomerile v kuhi, kot tudi v zanimivih igrah. Najbolj atraktivno je bilo seveda videti vleko vrvi. Minuli vikend so se ekipe iz različnih krajevnih skupnosti v občini Duplek pomerile na vaških igrah. Hkrati pa so na tekmovanju kuhali tudi golaž. Zdaj smo se že tako navadili, da brez tega niti ne bi šlo. Mora biti, ker pač to je neko druženje, tudi za celotno občino, nekaj nam pomeni,
zberemo se pač vseh krajev in naših vaških skupnosti. Malo izmenjamo, kak je bilo, kak smo lani, kaj. Medtem ko so skrbno kuhali dobrote, so se pripravljali tudi že na igre. Ja, vedno je zanimivo, vedno se nekaj novega dogaja, tudi ansambl je vsako leto z nami, tako da... Kaj se vam zdi bolj zahtevno, od igre ali kuha? Pa kaj te vem, no, kuhanje je težko, psihično, igre pa fizično, tako da... Vsaka ekipa je k tekmovanju, ki je sicer predvsem druženje, pristopila s svojo taktiko. Ja, je seveda, zato ker se nas druži več generacij, tako da vsi malo nekaj dodamo, tako da vidite, mlajši, starejši, tako da je res vedno zanimivo. Kaj je bolj naporno, igre same ali kuha? Po moje igre. Igre so kar pestre, tako da tam je treba imeti kondicijo, tako da tam uporabljamo mlajšo generacijo, tukaj pa znanje starejših pri kuhanju. Med vlečenjem vrvi je vrag vzel šalo. Mi vsi komaj čakamo na te vaške igre, sploh letos, ker branimo lansko zmago. In ne računate na nič manj kot zmago? Nič manj, zmagali bomo, samo to gre skozi in zmagali bomo. Vleka vrvi je bila težka naloga, navijači so za svoje ekipe glasno navijali. Moštva pa so se lotila tekmovanja vsak na svoj način, s svojimi triki, kakopak z željo po zmagi. Ja, pripravljali smo se že od lani, da bomo spet, kaj naj rečem, v vleki vrvi, tako vsako leto na prvo mesto. Župan prizna, da so ravno vaške igre tiste, ki so med bolj priljubljenimi dogodki. Ja, res je, so ta, bom rekel, čisto naša pristna, specifična druženja in na nek način tudi malo kanček tekmovalnosti, ki jih skozi vso leto na koncu tudi hrani. Ja, ljudje so sami, pravzaprav vaške skupnosti izrazile želje, da se ta tradicija po koronskem času spet obnovi in seveda smo jih z veseljem prisluhnili. Zato, da prav nihče ni bil lačen, pa so poskrbeli v domači lovski družini. Mi kuhamo golar za malo več. No. Kakšna količina je to danes? To 150 do 200 porcij. Z lahkoto? Z lahkoto. Po celotni občini Duplek bo pestro tudi prihodnje dni. In prav je tako. Rojstni dan občine se slavi le enkrat letno. Ja, res je, v bistvu 30 let je že, odkar je občina postala oziroma se odločila za svojo samostojno pot in mislim, da je veliko bilo narejenega, veliko sprememb od takrat se je zgodilo. Seveda ostajajo še mnogi izzivi, ampak zagotovo je veliko razlogov za veselje in pravzaprav vsaka naša prireditev, pa če smo začeli z Vurkom, pa danes z vaške igre in na koncu verjetno s Šporhertom in Dupleško nočjo, pokaže to, kar ves čas govorim, da imamo biti na kaj ponosni. Program je tokrat županom povezovala Urška Markeš-Vučak, zvečer pa je sledil koncert. Sedaj pa še k Trojica festu. Vrhunec tretjega večera Trojica festa je zagotovo bil nastop skupine Kingston, ki je na oder pripeljala tudi dve izjemni plesalki. Poglejte, kako je bilo in kaj vse se je dogajalo v soboto čez dan. Tik pred nastopom na Trojica festu smo ujeli Kingstone in njihovi plesalki na terasi. In zakaj je bila tokrat tako vroča zasedba? Moramo poudariti, da seveda praznujemo tudi 30-letnico skupine Kingston, kar je enkraten dosežek, tako da smo rekli, to pa mora biti neki spektakl. In za spektakl, jaz mislim, da smo zbrali ta pravo varianto, tako da nocoj pričakujte spektakl, mega koncert, 30 let skupine Kingston, mi smo potrudili maksimalno. Na sporedu, ali kako bomo rekli, so znane pesmi, je kaj novega? V bistvu to je naš železni repertoar, to je kar neko lepo število hitov, ki smo jih nanizali v teh 30 letih, kot je rekel Reno, in ne bo manjkalo od tistih prvih, ko bo padal dež, pa preko seveda cela ulica nori, pa danes je moj dan, galama in še mnogo več. Tokrat so peli za vse, ne samo za absolvente. Moram reči, da smo imeli veliko srečo in čast, da smo igrali kar na 12 absolventih v Grčiji in tam smo se res tudi nabrali neko bazo, bom rekel, sledilcev, poslušalcev in če bo danes tukaj kakšen z nami, bo zelo fajn. Ampak tisti absolventi so danes že poročeni in so prišli s svojimi družicami, ženami tukaj, da v bistvu obujajo spomine na mega čase, ko smo pač skupaj na Kreti seveda in
na maturantskih oziroma absolventskih izletih žurali do jutra. Sicer pa je bila sobota najprej kar malo ribiško in lovsko obarvana. Najprej so namreč slavili ribiči iz ribiške družine Pesnica Lenart. Tretja sobota v mesecu juniju je praznik slovenskih ribičev in seveda naša ribiška zveza je za ta datum, pravzaprav za to tretjo soboto v juniju določila, da je to dan slovenskih ribičev in seveda na začetku bi pravzaprav mogel čestitati vsem slovenskim ribičkam in ribičem za naš izjemen praznik. In tako so pekli in cvrli some pri Brunarici ob Trojiškem jezeru. Za naš praznik odločili, ki sopada tudi z Trojice festom, da bi občane in sprehajalce in seveda tudi naše člane ribiške družine pogostili z ribjimi dobrotami. Moram povedati, da gre za ribo iz naših voda, ki smo jo sami ulovili in tudi pripravili na krožnik. Lovska družina Dobrava pa je praznovala 70. rojstni dan. To je veliko slovesno zborovanje lovcev, ki poteka v okviru občinskih praznikov Svete Trojice in Cerkvenjaka. Med nami so lovci iz vseh lovskih družin osrednjih slovenskih goric, lovci iz Kozjaka, z nami so predstavniki Lovsko-kinološkega društva Maribor, z nami je podpredsednik Lovske zveze Slovenije Marjan Kselman, predstavniki mnogih društev, tako da smo veseli, da so se nam pridružili, da bomo skupaj obeležili 70-letnico, ki se praznuje samo enkrat v življenju. Tako v soboto, kot tudi v nedeljo pa so se lahko otroci zabavali na jasi, na poligonih za več generacij in drugih igrali pomladi na jasi. Vsako leto malo dodelamo igrala, letos mogoče malo manj, ker imamo toliko drugih stvari še. Drugače pa to smo tekom vseh let nekako dodajali, dodelali, pobarvali in vsako leto še kaj novega. Ja. Za drugo leto smo tudi že zmenjali, da bomo dopolnili. Vidimo pa, da prihajajo predvsem starši oziroma družine z malimi otroki, dobrodošli so pa verjetno tudi malo večji, da se malo sprostijo. Ja, absolutno. Mi smo letos si naredili en taki mini poligon oziroma 3 poligone smo naredili za čisto male, srednje in pa velike otroke. Da letos nismo preveč komplicirali, smo naredili zelo enostavno, pa mislim, da se otrokom zelo dopade. Teda za vse je, za male, za velike, pa tudi starše vidiš, ki skačajo potem tam gor. No, pod odrom so pozno popoldan plesali in se vrteli v latinskoameriških ritmih in melodijah, saj so kar nekaj ur plesalci animirali obiskovalce. Pred dnevi so na Ptuju odprli košarkarsko igrišče, ki nosi ime po legendi slovenske košarke Goranu Dragiću. Tudi on sam se je udeležil odprtja, razveselilo pa ga je, da se je zbrala tudi velika množica ljudi. Ob mestnem stadionu na Ptuju so pred dnevi odprli novo košarkaško igrišče Gorana Dragića. Igrišče v dolžino meri 28, v širino pa 15 metrov. Otvoritev je pospremila množica otrok, zbrane pa je razveselila prisotnost glavnega protagonista, Gorana Dragića. Evo, zelo lepo, kot sem prej omenil, 2011 sem bil prvič s slovensko reprezentanco, zdaj po 13 letih sem spet nazaj, tako da me zelo veseli, da smo lahko z mestno občino Ptuj in županjo Nušo odprli novo igrišče. Ptujska županja Nuška Gajšek je bila ob tem izjemno vesela in ponosna, da jim je to uspelo. Mi si že od začetka mojega prvega mandata prizadevamo in veliko vlagamo v športno infrastrukturo, ravno iz razloga, da otrokom damo možnost rekreacije, možnost športnega udejstvovanja in seveda tudi možnost, da si nabirajo izkušnje in morda tudi poklicno uspejo. Drugače pa se nam zdi zelo pomembno, da smo to igrišče ne samo prenovili, ampak prenovili skupaj z fundacijo, ravno iz razloga, da imamo neko veliko ime zraven, ki je zagotovo vzornik mnogim mladim. Ob odprtju se je nekdani slovenski reprezentant ozrl tudi na svojo uspešno kariero. Pogrešam mogoče tisti adrenalin, tekam, drugače pa treninge, pa čist nič, potovanja ne pogrešam. Tako da mislim, da sem to tranzicijo naredil zelo dobro. Veliko sem doma z otroci, starševske obveznosti, tako da veliko časa imam za sebe, lahko delam stvari, ki jih prej nisem mogel, tako da mi je zelo lepo. Dragić je ob tem dejal, da ga vselej veseli, ko se ljudje različnih starosti tako množično odzovejo na odprtje igrišča, ki nosi njegovo ime. Ja, zdaj bomo šli na Primorsko,
tako da imamo v mislih 2 igrišča, tako da zdaj treba se bo še odločiti, tako da boste vse zvedeli v pravem času. Skupaj z njegovo fundacijo Dragič načrtuje postavitev dodatnih igrišč še na Primorskem in Gorenjskem. No, to je za danes v oddaji Občinski informator vse. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kajti ob 20. bo na sporedu oddaja Vzhodna. V živo bomo tokrat soočili temo aktualnega dogajanja v Mariboru. No, sedaj pa še poglejmo, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta konec tedna bo pestro. Na Muti se prične občinski praznik. Pester program lahko spremljate na njihovi spletni strani oziroma na spletni strani občine Muta. Prav tako pa bo pestro v občini Majšperk. V soboto bo 24-urno dogajanje in sicer kolesarski vzpon in pohod na Donačko goro, ki bo v duhu praznovanja jubileja. V nedeljo pa še občinsko gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Majšperk v športnem parku in pri gasilskem domu prostovoljnega gasilskega društva Majšperk. Toliko za danes, z moje strani pa vam želim lep preostanek tega večera in nasvidenje.